Karmen in September, Karmen, zdravo. Živijo Boštjan, živijo Radio Prlek. Kar nekaj skladb sta že nabrala v svojem repertoarju. Ja, veš, da zdaj ravno kar gledam, mogla sem si odpreti gor program, da pogledam, katerega danes predstavljamo, 7. To je že 3/4 albuma približno. Ja, pa ne, če se šteješ nazaj, tisto, kar še ni bilo pod tem imenom, jih je pa zdaj že mislim, da 10 ali 11, tako da zaplato je. Ampak nova, ki je sedaj v etru, pa je Sama. Tako je. In kako se ti zdi? Moderno, z malo retro pridiha. Hvala lepa. Ali se motim? Ne motiš se, to smo hteli, točno to. Pa veš, zanimivo, ta skladba je v bistvu zdaj tokrat res narejena v celoti doma, se pravi v domačem studiu, razen masteringa, ki ga pač damo v Italijo dela, drugače pa smo čisto vse doma naredili. Tako da, ja, sem kar ponosna, se tudi da, ne? In kaj sporočaš skladbo Sama? Ja, zdaj, skladba v osnovi govori o sprejemanju samega sebe. Tak v bistvu en moto, če nimaš sebe, nimaš nikogar. Zanimivo je, da če poslušaš besedila, so tak vse bolj ljubezensko obarvana, čeprav poskušam to prenašati še na ostala področja. Pač jaz nisem neki tekstopisec in najlažje se mi zdi je zbrati neko ljubezensko temo, ker tu smo že nekako vsi domači, vsi imamo neke izkušnje, tak da, skratka, ja, skladba Sama ne govori samo o ženski, ki mora biti sama, da sebe spozna, da živi bolj avtentično življenje, ampak govori nasplošno, da se moramo ljudje spoznati in si vzeti čas, da se spoznamo, že zaradi tega, da nekako lažje prepoznamo ljudi po osebnostnih lastnostih in pa da lažje postavimo zdrave meje v življenju. Tako da, to je to. Te pa tudi treba postavljati. Absolutno, brez tega nas pojejo. Mislim, da je to bolj sporočilo za mlajše, za tiste, ki se še iščejo, za tiste, ki težko rečejo ne, ker v bistvu tista prva zdrava meja, ki jo postavimo, je, da se naučimo reči ne. Takrat, ko nam kaj ne paše, ko nam kaj ne odgovarja. Ne. To imamo še nekateri kasneje v življenju težave, tako da je kar pomembno, da postavljamo zdrave meje v življenju, absolutno. Lirično video podobo si dodala oziroma sta dodala skladbe? Ja, glej, jaz sem si zdaj Da Vinci Resolve nabavila, ker s premierom več ni šlo delati in sem rekla nič, jaz bom poskušala zdaj čim več video spotov narediti sama, kot lirik video, pač to je zadeva, ki jo narediš v enem dnevu. Fajn je, da ima neko podobo vizualno, tako ali drugačno, je pač malo lažje poslušati skladbo, kot če sam prepopaš eno fotografijo. Sem pa rekla, čisto po inspiraciji, po navdihu, se bom pa sproti odločala, pa koliko bo tudi seveda keša, se bom pa odločala za kakšne malo boljše videospote, ker v končni fazi je treba malce računico potegniti, Jaz bi sicer Boštjan snemala spote za vsak komad, ker imam ideje še pa još, ampak to stane, tako da sem vizualno podobo dala tokrat sama. In seveda s pomočjo Da Vinci Resolve. Zdaj reklamo delam, Verjetno večina ljudi sploh ne ve, za kaj se gre. O čem govoriš? Ja, najbolj še res ne. To je program, s katerim se editirajo med drugim videospoti. Tako da, ja. Bom ga tudi jaz pogledal. Ja, super, imaš free verzijo, pa imaš tudi plačljivo The Best, kaj. Skladba je tu, kako naprej? Kako naprej? Kakšni plani za prihodnost? Ja, zdaj, kot sva se že prej pogovarjala, velika želja, je pa ne želja, to je v bistvu že doldjano, da v letošnjem letu grem malo hitreje. Zatem bom naprej, ker je od zadnje skladbe menilo naravno gledala 9 mesecev, kar je absolutno prevelika pauza. In glede na to, da se še učim in sem še v tem osnovnem kreativnem procesu, ko še raziskujem in eksperimentiram, sem se nekako odločila, da bom nanizala kar 3 do 4 skladbe v letošnjem letu. In nekako se mi zdi, da se skozi to nekako najbolj sproščam, najbolj se najdem. Pa v končni fazi mislim, da čeprav govorijo zdaj o kvantiteti, je pa ta kar pomembna za nas, ki smo malo bolj v ozadju, ki se ne izpostavljamo medijsko toliko, Tako da to je trenutno edini plan, je pa še ena želja od zadaj, o tem pa smo že dostikrat govorila, in sicer, da bi se zrealiziral band, in sej glasbenikov ogromno poznam, ampak v teh vodah ne ravno, tako da to mi je velika želja, da upam, da s tem, ko bom dost kreativna letos, Boštjan, da bo tudi pač samodejno, da se bodo začele pojavljati osebe, ki bodo pripravljene sodelovati, da bomo lahko to tudi živo predstavili. Jaz
jaz upam, da čim prej. No. Res mi je to velika želja. Bomo pa sedaj predstavili še ta novo skladbo, zato Karmen, boš sama? Sem sama. Sva Karmen in September in vi poslušate Radio Aktivno. Najprej zamrznem čas, preden ohledim se in povlečem vase. Sva še, a ne v dvojini. Če ti vse povem, če ti priznam, ne nisem v redu, včasih jočem, deprimiram, nisem fajn. Lahko sem sama, lahko sem sama, lahko sem sama. Poraz ustavil bi moj čas. Če se kdaj srečava, nosila bom drugo ime. Izgubljam se v enigmi. Če ti se povem, če ti priznam, ne nisem v redu, včasih jočem, deprimiram,